Leta 2012 se je zadnjič zgodilo, da je na tej dirki zmagal Slovenec. Pa čeprav zdaj dirka šteje za slovensko prvenstvo. Imajo pa naši dirkači 4 zmage, dosegli so jih Rep, Žakelj in Pelhan. Slednji je prisoten tudi letos. S temi besedami vas prisrčno pozdravljamo z Relija Poreč 2020, kjer smo na polovici državnega prvenstva. Zanimivo je, da trenutno vodilni v letošnji sezoni Rok Turk zmage tukaj še nima. Seveda pa je ob odsotnosti Aljoše Novaka glavni favorit za najvišjo stopničko letos. Slovenska prisotnost se pozna tudi na listi prijavljenih, kjer najdemo kar 25 naših posadk od 66. Še ena stvar, ki jo lahko poudarimo je, da na teh 4 različnih brzincih, ki se ponovijo dvakrat, hitro pride do problema s peskom na cesti, kar zagotovo hitro lahko spremeni potek dirke. Če pa je res prišlo do tega, se oglejte v tej reportaži Autoportreta.si. Preden pa se zares odpravimo na morje, na hitro obnovimo prejšnji relij v Železniki. Tam smo videli dobro bitko za stopničke, odstave posadk na vrhu točkovanj in skorajšnjo dramo na čisto zadnjem brzincu v drugi diviziji. Na koncu sta drugo letošnjo zmago z najhitrejšimi časi prav vseh brzincov slavila Rok Turk in Blanka Kacin. Aljoša Novak in Jaka Cevc pa sta v primerjavi z Velenjem zmanjšala zaostanek na drugem mestu. Na vrhu točkovanj so po 2 dirkah bili Turk, ki lovi 4. zaporedni naslov za 12 točk pred Novakom. Nejc Mrak samo točko pred Rebom v diviziji 1, Marko Grossi 15 točk pred Simonom Mlinarjem v diviziji 2 in Miha Mušič 11 točk pred Blažem Lučino v 3. diviziji. Zdaj pa končno nazaj v Poreč, kjer je zjutraj kazalo, da bo lep in sončen dan. V tem sobotnem jutru smo v servisni coni ujeli prva predvidevanja dirkačev. Kaj pričakujeva? Načeloma pričakujeva, da bova uspela nadgraditi malo tempo iz Železnikov in v bistvu to bi nekako bilo verjetno zadosti za tole drugo mesto, tako kakor imava tudi številko. Vreme se obeta lepo, kar nama je všeč. Letos se mi zdi, da se bo tudi malo manj sekal po ovinki, kakor se je v preteklih letih na teh hitrostnih preizkušnjah, tako da relij je dolg, ima nešteto kamnov, tako da midva se predvsem ukvarjava sama sabo, da bo uspela, tako kot sem rekel, tempo nadgraditi, da se izogneva kakšni poškodbi pneumatike. Predvsem verjetno bo veliko peska, sploh v drugi rund. Drugače pa ne vem, vreme je, ob morju smo, tako da mislim, da moramo samo uživati. Kaj pa, kar se tiče brzincev, lahko pričaka kakšna past? Ja, veliko je sekan, veliko bo šodra, tako da moramo biti kar pazljivi. Pač na Hrvaškem je tako, da je veliko popeskanih, je drugače kot pri nas. Kaj pa dosti pričakujete rezultatsko? Tu je težko, itak moramo držati neko konstanto, da pridemo pač zaradi državnega slovenskega prvenstva, tako da bomo videli, probali bomo pač že prve 2 brzinca in pač videli, ki bomo ostali in če nam rata neko prednost dobiti tu, polja konstanto držati naprej. Tako da cilj je pač na prvo mesto diviziji 2. Prej ste verjetno že slišali, da Aljoše Novaka, trenutno najbližjega zasledovalca v prvenstvu, v Poreču ni, kar mu je povsem pokvarilo priložnosti za naslov, razen ob morebitnih Turkovih težavah. Edini relij na Hrvaškem je bil malo drugače sestavljen kot Velenje in Železniki prej. Če smo tam takrat imeli 2 različna brzinca, ki sta se ponovila 3-krat, smo tukaj lahko videli kar 4 različne, Tar in Žbandaj v jutranjem in Flengi ter Kanfanar v popoldanskem delu. Vsak HP se je ponovil 2-krat. Skupna številka torej 8, v skupni dolžini 79 km. Ob 8:53, torej štart prve preizkušnje dneva. Brez prave konkurence je Turk zgleda znova šel na vse najhitrejše čase. Zrinski, ki se na Festu R5 še privaja, je bil namreč 13,6 sekund za njim. Darko Pelhan, ki pa je tokrat prišel s svojim starim Lancerjem EO9, je napovedal boj za stopničke. Franci Božič, 4. v točkovanju divizije 1, ni počival in si je že takoj na prvem brzincu priboril 14 sekund prednosti pred glavnim rivalom Nejcem Mrakom. Podobno kot on je tudi Jaka Valand, prav tako v 4. na lestvici, skušal pridobiti nekaj točk proti ostalim dirkačem divizije 3. Na Žbandaju se je izkazalo, da boj za drugo mesto ne bo kar tako dan. Marko Grossi je postavil zelo dober čas. Najbližje vodilnemu
in se tako za kratek čas z R2 dirkalnikom povzpel na drugo mesto. V nadaljevanju bomo sicer videli, da to ni takšno presenečenje, ampak vseeno dober dosežek. Videli smo tudi odstop hrvaške posadke Martin Ravenščak in Tomislav Tomašković, 15. na prvem HP-ju, ter posadki Kristjan Raubar, Aljaž Gec v tem Citroenu. Ob 11. je bil čas za tar drugič. Slovenske posadke so tukaj celo prišle do skupnega vodstva 1, 2, 3 in 4. Prvi Hrvat Niko Pulić pa je zasedel 5. mesto. A vse to je bilo zaradi majhnih razlik. Le 4,3 sekunde so ločile 4 dirkače. A ni šlo vse po maslu. Priča smo bili kar hudi nesreči Mitje Božiča in Eneja Babiča v Subaruju in Preci. Do tega brzinca celo 8. skupno. Predčasno sta z dirko zaključila tudi Vasil Miklavčič in Martin Černigoj, lanska prvaka divizije 3. Tudi letos sta lovila to lovoriko, do 3. HP-ja sta bila celo druga v klasi. A se je s tem odstopom zaradi tehničnih težav njun poskus za zaporedni naslov končal. S tem je Valant prišel v vodstvo večje od minute. A kaj, ko v ralliju ni čisto nič zagotovljeno in kjer občasno lahko vidimo še kako nenavadne stvari, verjetno ni nič čudnega, da ta črni BMW ni dolgo ostal na vrhu. Valant in Jesenovec sta prav na naslednjem 4. brzincu odstopila. Tako se je tudi njuna priložnost za prvaka 3. divizije zaključila. Na vrhu zdaj Paolo Pasuti, zmagovalec Velenja. Nažalost še nisem končal z odstopi, je pa to zadnji pomembnejši v prvem delu. Do tokrat ni imel sreče Marko Grossi. Z rallijem je začel zelo dobro, bil pa je celo na poti do 3 zaporednih zmag v diviziji 2. Zdaj pa je kazalo, da bo na morebitni zadnji dirki celo lovil točke, če bo hotel osvojiti naslov. Vodstvo je zatem prevzel Simon Rončel, ki zmage med dvokolesno gnanimi dirkalniki še nima. To pa je bil napet jutranji del rallija Poreč. Še polovica preostane, a predtem si oglejmo, kako je vse to na hitro povzel vodilni. Za nami sta prvi 2 preizkušnje, oziroma obe 2, ki sta bili odpeljane po 2-krat. Takrat sem ko zjutraj, trebalo se je bilo izmikati sploh v drugem krogu temu kamenju, oziroma tem ostrim skalam, ki so prišle v zavojih ven s sekanjem, zaradi prebitih pneumatik. Drugače pa brzinci, kad jih poznamo, standardni, istrski, drseči asfalt, poreški brzinci v bistvu neč novega za vse ostale, tako da peljali smo, kar bom rekel, en tak relativno dober ritem, probaj nekaj stvari še na avto spremeniti. Isti je zdaj plan za popoldne, ostati v takmu tempu, probati še kakšno stvar, bom rekel, za nadaljno probati, kakšno nastavitev novo in to je to. Le težave bi lahko ustavile Turka in Kacinova, saj sta bila že minuto in 8 sekund spredaj. Na provizoričnih stopničkah Darko Peljhan in Niko Pulić. Po divizijah Franci Božič, Simon Rončel in Paolo Pasuti. Dobro, čas je za drugi del. Na Flengiju malo po 2. uri popoldne je Rok seveda še povečal vodstvo. Se je pa nadaljeval tesen boj za zadnjo stopničko med Pulićem in Zrinskim, ki bo zgleda še kako zanimiv. Če smo par minut nazaj poročali o številnih odstopih, na Kanfanarju 1 ni bilo niti enega. Seveda pa akcije ni bilo konec. Miha Mušič, vodilni v točkovanju divizije 3, je svoj zaostanek do Pasutija razpolovil, kar bi bil lahko zanimiv dvoboj. Enako bi lahko rekli za Veljka Vrha, ki je povsem ujel mraka na 2. mestu 1. divizije. Sledili sta še zadnji ponovitvi. Rončel in Čibaj v Peugeotu 208 R2 sta na predzadnji preizkušnji zapravila skoraj celotno vodstvo, tako da je bil Blaž Podlesnik le 2,7 sekundi zadaj. A zgleda preobratov ni in ni hotelo biti konec. Rončel bi ob zmagi ali celo 2. mestu prevzel vodstvo v točkovanju, a od tega na koncu ni bilo nič, saj sta s Čibajem prav na zadnjem brzincu žalostno končala dirko z nesrečo. K sreči dirkača nepoškodovana, je bil pa to zagotovo velik udarec. Zadnji brzinci je poskrbel tudi za frustracije prav na vrhu. Darko Peljhan je tekom rallija napredoval na 2. mesto, a na koncu ostal brez stopničke zaradi preluknjene gume. Neverjetno, koliko težav so imeli dirkači. Nazadnje pa sta takole s ceste zletela Jan Mrevlje in Tina Simčič,
avta pa potem ni bilo več mogoče spraviti nazaj na cesto. Končno sta po napornih 8 popeskanih hrvaških brzincih brez večjih težav na najvišjo stopničko stopila kdo drug kot Rok Turk in Blanka Kacin. Uspel jim je tudi enak dosežek kot mesec prej v Železnikih. Zmagala sta prav na vsaki preizkušnji. Končni rezultati so pokazali 2 minuti in 23,9 sekund prednosti pred Nikom Puličem in Davorjem Devuničem. Samo eno malo desetinko zadaj pa sta na zadnjo stopničko stopila Aleš Zrinski in Rok Vidmar. 1 desetinka. Ob zaključku smo ujeli oba Roka, sovoznika in voznika, pa prisluhnimo njunim besedam. Je bil kakšen poseben moment, da imela kakšne težave, mogoče da vsaj bo čisto za vaju brez problema? Težav? Ja, ste imela, je bilo tri blizu. Ja, zdaj, kar bi rekel, določeni momenti so se že kje, ampak je bilo vse čist rešljivo. Aleš svojo vlogo upravlja vrhunsko in napredoval bo naprej, dela tudi na temu in vem, da bo vsako dirko hitrejša. Tako da komaj čakam, da gremo naprej na dirke, pa komaj čakam, da bomo tudi več kilometrov naredili, kar se bo pol tudi po rezultatih pokazali tudi pri nama in predvsem je to tisti največja del motivacije in same pozitive, ki naj najbolj drži, tako da to je to. Aha, zdaj ta reli lahko, mogoče počasih, pa tisti, ki so spremljali za računalnikom, zgleda to mogoče dosti lažje, kad je izgledalo iz avta. Vseeno je bilo trebalo, bom rekel, posel delati tako, kad se ga zagre. Zato nismo nekako, bom rekel, spuščala tempo, ampak so vzela svoj ritem. Dejstvo je, da niso bila lih na, bom rekel, na limitu. Smo pa probali neke nove stvari čez dan, tako da v bistvu je tak fajn dobra dirka, no, pa vmes še malo testa, tako da sva kar zadovoljna. V boju za prestižno lovoriko na koncu sezone tako ostajata samo še 2. Zrinski je v težki situaciji, saj potrebuje zmago, Turk bi pa moral končati izven najboljših 10, kar pa je malo verjetno. Je pa bolj verjetno, da Roku uspe po polno leto z največ možnimi točkami v sezoni, kar je nazadnje uspelo Humarju leta 2010. V prvi diviziji sta na podoben način brez težav najhitrejša na dirki bila Franci Božič in Janez Imtihar v Škodi Fabiji, in sicer za 33,9 sekund. Nejc Mrak in Darko Vončina pa sta s Suzukijem Swiftom le zadržala drugo mesto, pred Bojanom Velkavrhom in Nino Velkavrh Gorenc v Polu, ki sta za prvo vrščeno posadko zaostala 35 sekund in 6 desetink. Na lestvici izgleda zelo tesno. Mladi Mrak je samo 7 točk pred Božičem, Jure Jereb pa je s konstantnimi vožnjami skozi celotno sezono 8 točk zadaj. Velkavrh in Kresnik imata tudi še matematično možnost za osvojitev, če bo do zadnje dirke prišlo. Ob odstopih Grosija in Rončela sta z malo sreče zmago v diviziji 2 slavila Blaž Podlesnik in Gašper Iljaš, kar je tudi njuna prva v tej klasi. S Festo Rally 4 jima je uspelo narediti 17,1 sekunde prednosti pred Janom Oblakom in Davidom Vončino v enaki Fiesti. Martin in Miran Mlinar pa sta z malo starejšim Peugeotem 208 R2 stopila na zadnjo stopničko, 28,4 sekunde zadaj. A v točkovanju je zdaj na vrhu Simon Mlinar, ki je bil na dirki 4. Je pa tudi tukaj zelo tesno. Marko Grossi 4 točke, Martin Mlinar 9 točk zaostanka. To bi znalo biti še kako zanimivo. Tudi Podlesnik in Rončel bi teoretično še lahko prišla na vrh. Kaj pa v diviziji 3? Kot smo že prej omenili, je vodilni Valant po odstopu vodstvo predal Paolo Pasutiju in Giovanniu Battisti Campeisu v Fordu Sierra Cosworth, ki pa sta ga z relativno majhno prednostjo 7,2 sekund le zadržala pred Miho Mušičem in Črtomirjem Bergantom v BMW-ju M3. Matija Koritnik in Duško Banjeglav minuto 3 sekunde in 2 desetinki zadaj na 3. z glasnim Renaultom Cliom. Tudi tukaj je prednost prvega do drugega na lestvici zapisana z eno števko. Mušič je 9 točk pred Pasutijem, ima pa na reliju 4. Miran Fabijan tehnično gledano tudi priložnost za osvojitev naslova. In s tem smo reportažo pripeljali do konca in lahko rečemo, da je bil reli še kako naporen.
kar 21 odstopov od 65 posadk, kar je slaba tretjina. Zdaj pa še pogledamo napoved naslednjega relija, ki bo na sporedu 25. oktobra v Idriji. Ja, zgleda bolj slabo. Nažalost ne moremo glede tega nič narediti, tako da je zelo verjetno, da je Reli Poreč prav zadnja dirka letos. Če pa bo do tega res prišlo, spremljate naša družabna omrežja Autoportret.si Sport na Facebooku in Instagramu, ter našo spletno stran seveda. Vabimo vas tudi, da če vam je bila reportaža všeč, da kliknete like in se naročite na naš YouTube kanal. Saj nam to res pomaga pri našem delu. Seveda pa sprejemamo tudi kritike. Hvala, da ste si do konca ogledali ta video in ostanite zdravi.